Drage Prevaljčanke, dragi Prevaljčani, spoštovani gostje, pričenjamo slovesnost ob odprtju parka Jezero. Danes je ta veseli dan. Spoštovane Prevaljčanke in Prevaljčani, cenjeni gostje, dragi prijatelji našega kraja. Današnjega dne smo se res veselili in ga težko čakali. Odprli bomo ta prekrasen park, ki je namenjen srečevanju, druženju, gibanju, oddihu, primeren je tudi za zmenke, za tiste, ki ste še fraj. In če se bodo zmenki dobro obnesli, se lahko tukaj tudi poročite, tam zadaj v paviljonu. Ampak prej dobro premislite, da vam ne bo potem žal. Na začetku slovesnosti lepo pozdravljamo župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Lepo pozdravljamo oba podžupana občine Prevalje, gospoda Staša Lodranta in gospoda Andreja Stermeca. Lepo pozdravljamo našo drago častno občanko in častne občane ter svetnice in svetnike občinskega sveta občine Prevalje. In lepo pozdravljamo tudi gospoda župnika župnije Prevalje, Franca Brgleza. Toplo pozdravljeni vsi, vsi ste dobrodošli. Park Jezero je tako velik in tako lep in tako vsestransko uporaben, da ga bomo tako ali drugače lahko uporabljali prav vsi. Ta park je za vse generacije in ne samo za zdajšnjega generacije. Ta park je narejen tudi za prihodnje generacije in zato to slovesnost začenja naša bodočnost, začenjajo ga naši najmlajši, naši otroci. Z nami sta združena otroška pevska zbora osnovne šole Franja Goloba Prevalje pod vodstvom Tatjane Mori. Pogodbo za izgradnjo tega parka so podpisali junija 2024 s podjetjem Vertikala X in potem so ga gradili kamenček za kamenčkom. No in skoraj tak je tudi naslov prve pesmi. Kamenček na kamenček. Kamenček na kamenček, kamenček
Wow, kako lepo pojejo naši otroci in kako fletni so. Še njihovi starši ne morejo verjeti, da imajo tak fletne otroke. Hvala lepa, super ste. Jaz mislim, da si otroci po nastopu zaslužijo en sladoled. Ne vem, če veste, vam pa lahko izdam. Potem, ko bomo prerezali trak, tam zadaj je tudi sladoledni avtomat Perger. Čudo tehnike. Sem pritisneš, skodelica se sama pripelje, sladoled se sam natoči, sam se posiplje in potem sam njami. No, sladoled seveda ni najpomembnejši del tega parka, da se razumemo. Vabljene, drage obiskovalke in obiskovalci, da se malo ozrete po tem parku. Velik je 35.000 kvadratnih metrov. Glavna promenada povezuje dom starejših na Fari in gre tukaj skozi in vse tja do osnovne šole oziroma do vrtca. In tako park povezuje vse generacije, tudi simbolično, torej od najstarejših do najmlajših in vse vmes. Ampak ne samo simbolično, v tem parku bodo vse generacije našle kaj zase. Imamo otroško igrišče, poglejte, kako veliko in prostrano otroško igrišče imamo s kombinacijo običajnih igral in naravnih elementov. Tako da otroci lahko tudi samo hodijo po hlodu ali skačejo po kamnih. Seveda imamo tudi ogromno gugalnic, imamo več talnih trampolinov, imamo zelo visok tobogan tudi. In mi je kar žal, da ga ne bom mogel preizkusiti, kajti starostna omejitev za uporabo igral je 14 let. Morda pa sem bolj primeren za balinišče, poglejte, tam pa imamo balinišče pri domu starejših na Fari, na katerega ste vabljeni vsi penzionisti in seveda vsi tisti, ki bi nekoč to radi postali, kaj ne da. Pravzaprav lahko začnete balinati že prej, da imate pogoje za upokojitev. V bistvu vsak, ki ima 10 let delovne dobe, že lahko pride na balinišče. Lepo vabljeni. Kaj še imamo v parku? Imamo tudi kavarno. Kavarna je zelo pomembna, ker mi sicer radi hodimo, radi tekamo, ampak še rajš roko na srce, se pa malo dol usedemo pa spijemo kakšno kavo. Zato je kavarna tudi zelo, zelo pomembna. No, srce tega parka pa je jezero. Poglejte, to jezero, veliko je 1200 kvadratnih metrov. Kopalk ne rabite nositi v park, ker to jezero ni kopalno jezero. In po vsem parku imamo tudi rekreativne točke za vse generacije, za otroke, odrasle, starejše in tudi gibalno ovirane osebe. In da ne pozabim, sredi tega jezera vidite tudi otoček s paviljonom in tam bodo nekateri dahnili usodni dah. Tam bo namreč prostor, ki je primeren tudi za poroke. Če pa se želite slavnostno ločiti, razvezati zakonsko zvezo, pa se tudi lahko prijavite za paviljon, če želite. Kajti ni sicer zamišljeno, ampak v javnem komunalnem podjetju Log, ki bo upravljal s tem parkom, so zelo fleksibilni, tako da se da zmeniti za marsikaj. Kaj vam še moram povedati o tem parku? Nekaj vam bo potem, oziroma podrobneje vam bo potem povedal še župan. Kot zanimivost, ta park ima tudi ogromno število vrtnic. Kaj mislite, koliko je vseh vrtnic? 1600 vrtnic so zasadili. No, ampak preveč na dolgo ne bom povedal, ne bom govoril, sami si ga poglejte in čim prej si ga vzemite za svojega in se udomačite v njem. Saj je naš, saj smo mi tu doma, kaj ne da. Toliko na kratko o parku Jezero. V odličen park pa seveda sodi tudi odlična muzika, zato smo danes povabili Korošico, izjemno pevko, močan glas in eno najbolj prepoznavnih slovenskih pevk. Prihaja iz Šentjanža pri Dravogradu, pela je že kot otrok, Slovenija jo je spoznala leta 2012, ko nas je pri svojih rosnih 16 letih zastopala na Evroviziji skladbo Verjamem. No, ta otrok je zdaj zrasel v žensko, ki je nanizala že številne glasbene uspešnice. Njen glas in njen nastop pa vedno prinaša tudi ogromno energije. Drage dame in gospodje, z veseljem najavljam Evo Boto! Bravo, Eva! Kako lepa najava, hvala. Ne boli, ostala sem sama, ujeta med nama, brez skrbi. Potaplja se vame, naj jo prevzame, zaupaj mi. Vsa leta bližine, preden izgine vse.
drugega. Sva na pol poti, greva tja, kjer najbolj gori, kot strele skozi ogenj in led, kot prsti skozi moje lase v srce in kot daljene kri. Veš, da te ljubim, greva tja, kjer najbolj gori, čez 1000 milj in 1000 stopinj. Roke, ki gasijo nemir, ki ure in kot daljene gre. Veš, da te ljubim, samo ti in jaz. Veva, kje so prehodi do večnosti, en brez drugega. Sva na pol poti, greva tja, kjer najbolj gori, kot strele skozi ogenj in led, kot prsti skozi moje lase v srce in kot daljene gre. Veš, da te ljubim, greva tja, kjer najbolj gori, čez 1000 milj in 1000 stopinj. Roke, ki gasijo nemir, ki ure in kot daljene gre. Veš, da te ljubim, greva tja, kjer najbolj gori. Hvala lepa. Sem izredno vesela, izredno hvaležna, da sem lahko danes del tega prečudovitega dogodka in jaz bi rada čestitala občini Prevalje za to res prekrasno pridobitev. In jaz verjamem, da smo se danes našli sami ta fajn ljudje, sami fajn Korošci. In jaz verjamem, da boste to pesem tudi z mano zapeli. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagalaš. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko da takrat izda, do takrat pa malo veš. A znamo prosti tole? Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Znate vi to glasneje? Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje za njo in naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas
и najsnežnим jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Hvala lepa. Hvala lepa, Evi Boto, res lepo poje, pa še mlada je, pa še lepa. Ko pa enkrat ne bo več tako zelo lepa, pa bo šla na lepotno operacijo. In od takrat naprej ne bo več Eva Boto, ampak Eva Botox. Spoštovane in spoštovani, vsak tak projekt se najprej začne z idejo, potem pa pridejo načrti, sestanki, papirji, gradbišče in še malo papirjev. In če smo vztrajni in če se na koncu vse poklopi, potem nastane nekaj res imenitnega, kakor je ta park Jezero. Da pa ne bom jaz razlagal, koliko živcev je bilo vloženih v nastanek tega parka, je pa najbolje, da pokličemo možakarja, ki o tem najbrž najbolje ve. Na oder vabimo župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasiča. Spoštovani vsi zbrani tukaj na tem posebnem mestu, posebnem trenutku v srcu naše doline, v srcu domačega kraja, domačega mesta. Ko odpiramo park Jezero, ga dajemo vsem nam za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa v urejenem okolju. Res nas obdajajo gozdovi, možnosti številnih sprehajalnih poti, a park v kraju pomeni višjo kvaliteto bivanja, tudi zaradi bližine doma starejših, šole, vrtca, cerkve, trgovskega centra, pravzaprav središče vsega, kar potrebujemo. Nekoč je bilo jezero. Tako pričenjamo vsako pripoved o nastanku Prevalj z eno od ljudskih pripovedk. Tam na stekleni steni je opisana ta zgodovina, kdo je pustil sledove časa v naših krajih. Od Rimljanov, od časa, ko so na obromkih Volinjaka valili premog, z Dunaja so prišli podjetni bratje Rosthorn in postavili prvo in največjo železarno za proizvodnjo železniških tirnic v stari Avstro-Ogrski. Tu so se rojevale knjige, tu se je rojevalo snovanje ljubezni do branja, kraj, mesto se je razcvetel in se razcveta. Iz generacije v generacijo način življenja in oblika prostora preteklosti postopoma izginja, poraja se novo, ki je jutri že staro. Tako je to. Odločili smo se za skupno življenje, za skupnost, ki nas veže in povezuje, tudi s takim parkom, kot je park Jezero. Vsebinska ideja zasnove celotnega projekta Plezalnega centra Prevalje, park Jezero in muzej bralne značke je zorela nekje pred letom 2010, pa 2015, 2016, ko smo te iskrice razvoja postavili pred ljudi, pred svetnike občinskega sveta. Prisotnih je bilo na začetku veliko skepse, nevera, le redko kdo je takrat verjel, da bomo uspeli. Duša in srce te ideje je bila Greta Jukić, naša podžupanja, ki danes ni želela spregovoriti, pa sem si želel, da bi. Ostali smo z delom in snovanjem dopolnjevali vizijo in jo spravili v realno življenje. Iskali smo finančne možnosti, najprej je bil to skupen projekt, potem zaradi velikosti smo razdelili na dva večja, Plezalni center Prevalje, park Jezero, čaka naš manjši projekt, muzej bralne značke, medgeneracijski center, ampak glede na to, kaj smo naredili in glede na voljo in trmo vseh nas, bomo tudi to v bližnji prihodnosti naredili. Uresničitev nam je omogočil nesebični donator
rojak, človek z veliko začetnico. Uvide je možnosti za velik razvoj in napredek rojstnega kraja. Plezalni center Prevalje je uresničil vsa pričakovanja. Park Jezero bo končno zaživel z otroškim in vsesplošnim živžavom. Upamo, da se nam bo uresničila tudi ideja v muzeju bralne značke z uslednjim muzejem. Bralna značka je bila rojena tu na prevaljski šoli. Tako bo ta prostor dobil trajno vsebino in tudi svojo dušo. Park Jezero spostavlja nove trende v kulturno-turistični ustvarjalnosti, naslonjeni na zgodovinsko dediščino. Predstavlja srce Mežiške doline, srce občine in mesta Prevalje. S Parkom Jezero bomo dali prostoru med osnovno šolo in domom starejših na Fari trajno vsebino, ki bo združevala vse generacije in z dušo polnila prostor. Park Jezero ni le skoraj 4 hektare zemljišča, ni le 25.000 kvadratnih metrov zelenih površin, ni le 1200 kvadratnih metrov jezera ali 1800 kubičnih metrov vode, ni le 3144 trajnic, 1800 grmovnic, 271 večjih in 82 manjših dreves, pa še tehle mal čez 30, ta velikih, ta starih. Park je nekaj več, je stičišče in prostor medgeneracijskega sodelovanja. Je prostor povezovanja, ustvarjanja, je prostor otroškega živžava, je prostor sonca in smeha, veselja, ptičjega petja, pa tudi tišine, kdaj pa kdaj. Z tega mesta pošiljamo še enkrat velik hvala in velik poklon našemu prijatelju, donatorju, ki je svojemu kraju poklonil to, kar številni zmorejo, pa nočejo, ali pa nimajo prave volje, čeprav bi lahko. Park Jezero je živa zgodba z možnostjo dodatnih oblikovnih in vsebinskih sprememb in dopolnitev ter prireditev. Obetamo pestro poletje in krasno zimsko pravljico. Park že sedaj kar sam kliče. Pridite, poglejte, uživajte in izkoristite vse možnosti in potencijale, ki vam jih park sam ponuja. Mogoče samo malo kratko opozorilo. Park je namenjen vsem generacijam. So prostori za igranje, tek, posedanje, klepetanje in vsebinsko ni namenjen kužkom. Zato kužke na kratko vrvico v dobro otrok in samega izgleda parka. Večina lastnikov kužkov to sprejema in prosim vas, da to upoštevate v dobro vseh ter pazite na to srce našega kraja. Drugače se seveda režim parka lahko spremeni. Iskrena hvala donatorju, smo že rekli, Greta, tebi, naši častni občanki, projektantom Jereb in Budja, projektanti iz Ljubljane, ki so se na nek način umestili sami v ta prostor, ga podoživljali, ga spreminjali in končno prišli do te oblike, v kateri smo zdaj. Hvala vsem izvajalcem del, Vertikala, Gradbeništvu Temnikar, Vrtnarstvu Opori, nadzornikom, posebej pa še naši Evi Vijot, ki je operativno vodila določene stvari, in neumornemu našemu hišniku Simonu. Ter vsem v izgradnji sodelujočim. Iskrena hvala župniji Prevalje, gospodu župniku, za to, da smo pred leti že najeli ta prostor in ga imamo v dolgoročnem najemu. Prepričan sem, da bojo naslednje generacije ugotovile, da je ta prostor res zasedel tisto, kar je namenjeno občanom, tudi župljanom, župnije Prevalje in občine Prevalje, in bo čez kakih par let pa le prišel lastnik, pa bo rekel, lete, podarjam vam v trajno last, zaradi tega, ker ste dobro postavili park za vse nas. To so naše skromne želje.
Hvala. Iskreno željo pa želim javnemu komunalnemu podjetju Log, ki je prevzel upravljanje Parka Jezero s kavarno. Želim jim uspešno delo, veliko veselja pri delu in čim manj težav z nami, obiskovalci. Spoštovani vsi, ki ste se zbrali iz vseh generacij. Danes odpiramo Park Jezero. Čuvajte ga in uporabljajte ga. Srce doline je historično središče in srce našega kraja. V tu se je v preteklosti kalilo naše bivanje, se je pretakala, se pretaka in se bo tudi pretakala ustvarjalnost naših ljudi. Naj živi še naprej, naj se pretaka ta pozitivna energija še naprej. Hvala lepa, lep dan želim. Uživajmo takšne trenutke kratkosti časa v neskončnem času, v katerem živimo. Hvala. Hvala lepa gospodu županu, doktorju Maticu Tasiću. V nadaljevanju pa se spet prepuščamo glasbi. Z nami je Eva Boto. Juri, prej si rekel, da bo to super lokacija za poroke, ne? Jaz upam, da za ločitve ne. Redo. Sem pa jaz napisala ravno lansko leto eno, mislim, res je lepa poročna pesem za svojo prijateljico. In jaz upam in si želim, da bo kmalu zazvenela tudi po tistim paviljonom za kakšen par, ki se bo tu poročil. Vem, da pride dan, ko mi kava ne diši, pogled postane prazen, dotik se ohladi, ti ostajaš, zaupaš mi. In vem, da pride dan, ko tebi se mudi, pozabiš na poljube, v glavi ti so skrbi, jaz ostajam, zaupam ti. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam. Za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva. Zavedno me ljubi, brani me, naj ta obljuba večna je. Ko bo padel še zadnji list jesen in sneg bo v laseh, v nama ostal bo pomladni cvet. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam. Za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam. Za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva. Zavedno me ljubi, brani me, naj ta obljuba večna je. Sicer smo že maja, skoro konc maja že, ampak jaz vam res vsem želim, da je bilo to vaše leto in da res počnete čim več tistih stvari, ki vas osrečujejo v življenju. Predvsem pa, da ste obdani s tistimi ljudmi, ki jih imate radi. In jaz upam, da boste z mano tudi zapeli to pesem. Vem, da bo
to leto bo moje, moje, moje. Naj ulica moje, moje, ker vem, da nisem sam. To leto bo tvoje, tvoje, tvoje. Naj ulica moje, moje, občutek, da poznam. Oh, 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 oh. No, oh, oh. Maske padle so, a ni nas strah. Pozabili so na nas. Zvezde bodo spremenilo se. Zdaj prihaja lepši čas. Zato srce ta velik svet premajhen je. Ne bojim se, ne poznajo me. No, to leto bo moje, moje, moje. Naj ulica moje, moje, ker vem, da nisem sam. To leto bo tvoje, tvoje, tvoje. Naj ulica moje, moje, občutek, da poznam. Oh, 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 oh. Daj sam, da še proste slišim. To leto bo. Se znate glasnej? Naj ulica poje, ker vem, da nisem sam. Še glasnej, to leto bo. Čigavo? Ja, tvoje. Naj ulica poje, občutek, da poznam. Naj bo res to leto vaše leto. In še enkrat iskrene čestitke za res krasno pridobitev. Hvala lepa. Hvala lepa, Evi Boto. Takole, park imamo, kavarno imamo, jezero imamo, sladoled tudi imamo, potrebujemo pa samo še blagoslov. Za blagoslov pa rabiš župnika. Glede na to, kako velik je ta park, bo župnik danes potreboval kar precej žegnane vode, se mi zdi. Torej, za blagoslov našega parka Jezero zdaj prosimo župnika župnije Prevalje, gospoda Franca Brgleza. Pozdravljeni. Tukajšnji župan, dr. Tasič, z vsemi svojimi sodelavci na občini, podžupana, častni občani, projektant, nadaleč, prisrčen pozdrav donatorju in bliže vsem vam. Nič ne nastane kar tako. Vse je potrebno narediti. Tudi stvarstvo je tako nastalo. Najprej Božja moč, modrost, volja, skoncentrirano v besedi fiat bodi. Moč, modrost,
voljo in ustrezno besedo je imela tudi občina Prevalje za nastanek te stvaritve, ki smo ji danes in ji bomo v prihodnje priča. Ko je Bog ustvaril stvarstvo, je rekel, kako dobro. Ko pa je v tem stvarstvu videl človeka, pa je rekel, kako prav dobro. To so besede tudi občine Prevalje. Ko je tole ustvarjala in dokončala, je tudi rekla, dobro. A te besede, ki jih je izrekel stvarnik, jih upravičeno v upanju izreče tudi občina. Prav dobro. Zato, ker ste vi tukaj in ker bodo tudi vaši zanamci, naši zanamci tukaj. Bilo je rečeno z županove strani, da smo v osrčju Prevalj. Ja, tu je nastalo jezero. Oziram se v Jezusovo domovino. Prav na severu zgoraj je tudi jezero. Včasih imenovano morje in to Galilejsko, znano po viharjih, po nemiru. In ob neki priložnosti je Jezus bil v čolnu s svojimi učenci in jih je postalo strah. Potapljamo se. On pa je stegnil roko proti jezeru in dejal viharju in morju, utihni, umiri se. Tukaj slišim besedo občine, ne tejle vodi, ampak vam, nam, ljudem, ki živimo v tako nemirnem času, se občina oglaša s sporočilom, prevaljski človek, umiri se, umiri. Utihni, naj utihne vsako jadikovanje. Vse to je za vas. Drugo. Osrčje doline. Zopet povezano z Jezusom. Pogledal je po učencih apostolih in jih videl utrujene, zdelane in jim dejal, pojdite na samoten kraj in se nekoliko odpočite. Zopet beseda občine, Prevaljčani nam, pojdite v park jezero in se nekoliko odpočite, okrepite za življenje. In vse to vam tudi sam iz srca želim. Koliko je potrebno žegnane vode po napovedi ali vprašanju napovedovalca, veste, toliko, da bi ugnala vso človeško norost in krepila človeško modrost, da bi tale biser Mežiške doline postal to, kar je. Pa prosimo za ta blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sveti Oče, slavimo te, velik si in vse stvari oznanjajo tvojo modrost in ljubezen. Človeka si naredil po svoji podobi in mu izročil skrb za vesoljni svet. Vsem stvarem naj bi gospodoval, služil pa samo tebi, svojemu stvarniku. Svoje stvari si napolnil z blagoslovom zato, da razveseljujejo naše življenje.
ko nam prinašajo veselje, zdravje in srečo. Tvoja volja je, da na zemlji vsi ljudje živimo kot v raju, v sozvočju drug za drugim in z vsem stvarstvom. Ponižno te prosimo, varuj ta prostor, da bo varno okolje za vse obiskovalce, oaza miru in razvedrila. Vsaka minuta človeške sproščenosti, preživeta v tem izbranem in urejenem osrčju Prevalj, naj koristi bolj radostnemu bivanju. Zato naj na ta park jezero pride blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, in naj nad njim vedno ostane. Amen. Torej, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala lepa gospodu župniku Francu Brglezu. Zdaj pa je čas, da prerežemo trak in uradno tudi odpremo park Jezero. To bosta storila župan občine Prevalje, dr. Matic Tasič, in častna občanka občine Prevalje, gospa Margareta Jukić. Prosim, če prideta bliže, zdaj ne vesta kam, ker še ni traku, ampak imamo tak trak, ki se kar naenkrat pojavi. Takole. Še pred trakom lahko kar pripravite, raztegnete. Gospa Jukić, malo če samo počakate, če še malo počakate. Podžupan Stašo Lodrand se pojavlja tukaj pri odru. Imamo še krajšo obveznost za storiti. Gospod župan dr. Matic Tasič, v imenu Prevaljčanov se vam lepo zahvaljujemo za to res krasno pridobitev. Hvala lepa gospodu županu in ekipi. A vidite, kak je naš župan? Starejši je, bolj mu ratuje. Vedno bolj. Še nekaj imamo, eno obvezno še imamo. Spoštovana častna občanka, gospa Margareta Jukić, hvala vam za to res odlično idejo. Naj Jukićevi še naprej rojijo take dobre stvari po glavi. In lepo se zahvaljujemo tudi nesebičnemu, še vedno anonimnemu donatorju, ki ne želi, da ga imenujemo in ga tudi ne bomo, in ga danes z nami tukaj ni, ali pa je, morda ga ne poznamo. Torej, anonimnemu donatorju, ki je prispeval več kot 3 milijone evrov svojega denarja, še enkrat hvala lepa. V njegovem imenu bo naše simbolično darilo sprejela gospa Margareta Jukić. Spoštovane, spoštovani, zdaj pa je čas, da prerežemo trak in odpremo park Jezero. Uporabljajmo ga, drage Prevaljčanke in Prevaljčani in naši dragi gostje od drugod, vabljeni, da stopite naprej, da si najprej ogledate park, da ga čim prej vzamete za svojega in da tukaj najdete lepe trenutke.